Dobrodošli na okrogli mizi Poglade narave z naslovom Kako očistiti in pomladiti slovensko družbo. In spodobi se, da vam na začetku povem, da tudi ta naslov ni kar tako z lahkoto in spontanostjo nastal. Namreč v prvotni verziji se je glasil, kako očistiti in pomladiti slovenski narod. Brez narekovajev in namesto družbe narod. Potem smo ugotovili, da je seveda glagola očistiti in pomladiti, ki so sicer od Cankarja, to sem že omenil v dopoldanskem času, kar provokativna, zato bi jih veljalo dati v navednice, da vsi vedo, da gre za nek citat. No, kasneje me je pa profesor Ošlaj opozoril še en problem, namreč, če smo se že namenili čistiti in pomladiti slovenski narod, glede na njegovo pestro sestavo, lahko tudi to povzroči določeno negodovanje, pa smo besedico družba naglasili, oziroma besedico narod zamenjali besedico družba. No, ker sem že tolikokrat danes citiral Cankarja, bom točno povedal, zakaj gre. Torej gre za njegovo predavanje, zadnje predavanje, 7. po vrsti aprila 2018, 20. točno, malo zopet obletnica, malo več kakor pol leta pred smrtjo v Trstu. Mimogrede, toplo priporočam njegovo zbirko esejev, torej za razliko od dram, poezije, črtic, novel, je pisal tudi zelo močno angažirane eseje, ki so še dan danes skoraj po 100 letih aktualni. No in to je izdala državna založba leta 1976, ne vem, če potem je šel kakšen ponatis, moja knjiga žal že razpada, jo lepim, ampak res čudovita knjiga. No in med drugim je takole citiral sam sebe na začetku predavanja, pravi: svetlejši iz noči zasije dan, življenje mlado vre iz starih ran in iz trohnobe se rodi vstajenje. Potem pa, vsak zase izavemle tiste, ki nimajo ne srca, ne duše, temveč le usta in denarnico. Vsak zase se je pričel zavedati zmot in zablod preteklosti, se je skrbjo in strahom, tudi hkrati z vero in upanjem zagledal v prihodnost. Začel si meriti novo pot sebi, otrokom in vnukom. To je očiščenje in pomlajenje. Od inspiracija. Kot vidite, smo uspeli pritegniti k sodelovanju zelo eminentne goste, crème de la crème, kot bi rekli v slovenski francoščini. Začel bom na moji desni, čeravno Mance Košir res ni treba posebej predstavljati, bi vendar rekel, da gre za doktorico, izredno profesorico, dolgoletno na Fakulteti za družbene vede, ki je med drugim uvedla in predavala predmet socialna in novinarska etika, drugače pa prostovoljka hospica, ambasadorka šolskih evrokrtov, potem mu pa rekel še filmska igralka, manekenka in tako naprej. Skratka, morda se čudite, da tule ravno ne upoštevamo te uravnoteženosti spolne, o kateri govori tudi profesor Küng. Ampak je ne to, da Manca zaleže za najmanj 4 ženske. Če nadaljuje na moji desni, je pa sicer moškega spola, pa tudi človek, če bi bil tipičen Slovenec, ga nikoli ne bi povabil k sodelovanju, seveda zaradi zavisti, ljubosumja in drugih razlogov, ampak tu je dr. Klemen Jaklič, predavatelj prava in etike na Univerzi Harvard, ki ima magisterij z Harvarda, doktorat z Harvarda in doktorat z Oxforda. Trenutno je gostujoči predavatelj na matični fakulteti Alma Mater, ampak ker se bo na to nanašalo moje prvo vprašanje, bi tu zaključil. Skratko, dobrodošel v domovini, dobrodošel med nami. In ja, bom moral še ponotraniti to, kako so ljudje vse mlajši, vse boljši, ampak krasno je, malce šale mora biti. To velja seveda tudi za doktorja Roka Svetliča, izrednega profesorja filozofije na Univerzi v Ljubljani, filozofski fakulteti. Ne drži. A potem so se zmotili. Ja. Se mi je zdelo, da te imam bolj za našega. Tam sem študiral, potem sem pa našel zaposlitev na Univerzi na Primorskem,
na fakulteti za humanistične študije. Tako. Ampak gotovo pa drži podatek, da si varovanec akademika profesora Hribarja, glede na to, da je bil tvoj mentor, ker se seveda pozna pri tvojih prispevkih in pri tvojem predavanju. In zadnje čase Rok raziskuje in piše zlasti na področju filozofije pravo, trenutno skozi optiko nemške klasične filozofije. Če nadaljujem na moji levi strani, je tu z nami profesor dr. Borut Ušlaj, ta pa je z Ljubljanske filozofske fakultete, trenutno namestnik predstojnika, predava etiko, religije in svetovni etos, potem še predmet človek in simbiozne forme, etika narave in bioetika. Bil je tudi Humboldtov štipendist v Berlinu in, kot ste že vsi ugotovili, eden od ključnih akterjev našega gibanja in sploh svetovnega etosa. Na levi strani morda najmlajši, danes sem zamizil Janez Matos, univerzitetni diplomiran geograf, končno nekaj bolj praktičnega, končuje doktorski interdisciplinarni študij varstva okolja na Univerzi v Ljubljani in eden od pobudnikov in vodja kartografske ekipe akcije Očistimo Slovenijo. Kot vem pa ravno zdaj začenja tudi svojo soprogo, nov projekt na Primorskem, v Pomjanu, na področju ekološke kmetije. No in končno, ampak ne nazadnje, naš prijatelj, kolega dr. Zvone Štrubel, tokrat se pa nisem zmotil, duhovnik, filozof, novinar, doktoriral iz teološke antropologije na Gregorijanski univerzi v Rimu, veliko piše, je gotovo eden od najbolj zasluženih oseb pri nastajanju slovenskega gibanja, svetovni etos, kar je tudi osebnem prijatelj od profesorja Kunga, no od letošnjega januarja pa deluje kot izseljeniški duhovnik v Beneluxu s sedežem v Bruslu. Toliko na kratko, zdelo se mi je primerno, da tokrat vendarle naše goste malce bolj podrobno predstavim. Predlagam, da imamo okroglo mizo do približno 3/4/6, torej 15:6, potem bi pa pustili čas tudi vam, za kakšno vprašanje in da približno ob 6. uri končno naš posvet sklenemo. Pa bi začel tokrat, če bi manjcal, pustiš, pri kolegu Jakliču. Namreč, Klemen, in predlagam, ker se vsi tudi v zasebnem življenju tikamo, da bo nekako bolj etično, bolj toplo, če se tudi na tej okrogli mizi tikamo. Klemen, zanima me, kako doživljaš to razcepljenost na nek način med domovino in tujino. Sam sem tudi skoraj 4 leta v Kanadi. Vem, kako sem se počutil, ko sem se vrnil domov za stalno, čeprav sem imel možnost ostati. Tam čutil sem tisti starodavni pregovor, da nimo profeta in patrija, da ni preroka v lastni domovini. No in če to povežem s podatkom iz predlanskega leta, da je več kot 7.000 mladih odšlo v tujino, od tega jih je več kot 5.000 odjavilo stalno prebivališče, to so podatki za leto 2012, že za letos smo slišali, da jih je nekaj. Potem mene zanima, kaj je tisto tako vražje, neznosnega v naši domovini, da odganja mlade, kako ti to doživljaš in kaj bi pravzaprav moral narediti, kajti tudi to je seveda predpogoj za očiščenje in pomlajenje, govorjeno v vrednotnem smislu, ker se tiče pa pomlajenja, pa pravzaprav tudi dobesedno, kajti staramo se, naša nataliteta je nenazadnje negativna. Kako ti gledaš na te reči, kaj bi storil, kako doživljaš ta svoj povratek? Ne povem, mimo grede, da je Klemen še, mislim, da nekaj mesecev gostujoči predavatelj na Ljubljanski pravni fakulteti, ki je njegova alma mater, ampak čeprav vem, pravzaprav od tam naprej nima več službe. Torej, dogaja se to, da domovina nekako ni navdušena, da taki geniji prihajajo nazaj in skušajo vendarle biti tam, kjer so zrasli. Ja, hvala Marko, hvala tudi za povabilo in nasploh za organizacijo te konference. Jaz sem odšel v tujino pred 13 leti na Harvardu magisterij, potem je šlo to tako naprej, kot je Marko že omenil. Sprva sem govoril, da se spomnim, da sem šel z namenom, da bom študiral ustavno pravo, primerjalno ustavno pravo.
kar je bila zelo aktualna stvar, ravno zaradi tega, ker smo dobili novo ustavno sodišče, pred kratkim. In ni bilo mogoče pravzaprav študirati ustavnega prava dovolj kvalitetno doma. Zato sem šel v ZDA, v Srčiko, v zibelko ustavnega prava. Tako da tudi Nemci, pa tudi Štrasbursko sodišče študira sodbe in potem prilagaja pri svojemu podnebju. No in jaz sem šel iz tega svojega žara, za te svoje želje po kvalitetnem študiju in sem razlagal svojim kolegom, da bi rad prispeval k svoji domovini pravzaprav, k razvoju ustavnega prava doma in tako naprej. In da se nameravam vrniti po enem letu, če bom samo magisterij naredil, če pa doktorat, pa pač po tistih 3-4 letih. Na kar so mi vsi tisti kolegi, ki so bili že več let tam, rekli, ja, tako smo vsi govorili. Jaz sem rekel, ne, pri meni pa jaz pa to čutim v sebi, da se sigurno vračam. Pri meni se to ne more zgoditi. In potem so leta tekla, pa en doktorat, pa en mentor, pa je potreben drug mentor, še iz enega drugega zornega kota, pa je bila še Anglija vmes za nekaj let. Potem sem se vrnil v Ameriko, takrat je bila že žena zraven in tako naprej. Na kar sem se sam sebe zalotil, da se v pogovoru s svojimi mlajšimi kolegi odzivam na tak način, kot so se odzivali prejšnji kolegi do mene. Moj odgovor njim je bil, ki so mi govorili enake stvari, če šli smo ven zato, da bomo šli nazaj domov, sem rekel, vsi smo tako mislili. Ampak čas naredi svoje in na koncu ti je ta zadeva, ta zgodba, ta stvar, ki se tam odvija, ti postane všeč. Seveda postane ti všeč, ker delaš v kvalitetnem akademskem okolju, akademska streha sveta, če mene vprašate, in če vas to pristno zanima, potem se težko znajdete kot drugod, kot ste enkrat v tem kolesju. In tako da mi je bilo res, jaz uživam, ko sem tam, uživam, ko imam možnost predavati svoje stvari študentom iz vsega sveta, iz, ne vem, čez 200 držav, študenti iz 200 držav, uživam v tej multikulturnosti, teh razlikah, ki ste jih omenjali danes, vendar gre za enakost. Razlike so vedno. Prava doktrina enakosti je tista, ki različno obravnava različno. Se pravi, to je enakost. Tako da razlika je v tej klasični liberalni misli, razlike so v tej klasični liberalni misli o enakosti že inkorporirane. No, ampak jaz se tam počutim odlično, jaz se sploh ne bi vračal nazaj, ampak situacija je tako nanesla, če povem čisto konkretno, da je moja žena specializira tukaj v kliničnem centru in sta se nam rodili 2 hčerki, zdaj sta 3 in 1 leto in pol stari in nekoliko težko je z družino v tujini, če si sam, če nimaš nobene pomoči, stari starši in tako naprej. Tukaj je pa situacija obrnjena doma. Ko smo doma, vidimo, kaj to pomeni. Kaj to pomeni za otroke, da se razvijajo v okolju s svojimi starimi starši, v okolju, kjer se manj dela, tukaj se manj dela, tam je, če je zdravnik in pa pravnik prihajajo domov zvečer in otroci so recimo ves čas samo z varuško cel dan. Tako da pa še žena ima tukaj specializacijo, njena karijera tudi ni mogla tako dolgo čakati. Zato sem se jaz tudi začel zanimati, oziroma zanimam se že dolgo časa, zato da bi mogoče se vrnil nazaj na Ljubljansko pravno fakulteto. In tukaj sem pa naletel na zanimiv problem, namreč nikakor ni bilo mogoče, sem se v začetku malo tako zanimal, se še nisem takrat končal niti, ampak pogovarjal sem se z različnimi katedrami, pa z različnimi dekani, pa tako naprej, ampak nikoli ni bilo nekega pravega navdušenja na tem, da bi se kdo vrnil, čeprav recimo iz Harvarda konkretno. No, zdaj pa situacija postala resna, tako da je moja odločitev naslednja, ali bom z družino tukaj doma, z otroki, ali pa bom sam in bom pač v koncu tega semestra brezposelen, ker tukaj nimam, v bistvu, jaz lahko delam samo akademsko delo, v 13 letih sem delal samo akademsko delo, drugega pravzaprav ne znam, če povem po pravici, ampak to svoje delo delam dobro, da sem se tukaj dokazal. Potem druga opcija je pa, da grem nazaj na Harvard, ampak to pomeni, da bom živel ločeno od svoje družine in to sem jaz napravil v prejšnjem semestru. Sem mislil, bom že kako, ko sem bil študent, sem tudi sam okoli vandral in krožil. Ampak sem videl, da to ni isto več, ko vidiš otroka samo prek Skypa.
in ko ga ne vidiš, kako raste. Ne? In ko si doma, ne, in vidiš otroka, ko gre mimo računalnika in reče ati, ne? Računalniku reče ati. In tako da sem si rekel, to je pa zdaj malo preveč, ne? Poskušajmo dobiti nekaj tukaj. Ne? In tako da, čisto iz moje konkretne življenjske situacije izhaja ta želja. Zdaj, jaz vem, da karierno to pomeni, mislim, da je nekoli 600 stopnic nazaj. Govorimo o tej šanghajski lestvici, ne? Harvard je na številki 1, Ljubljanska pa tam odvisno od leta. No, ampak kariero sem pripravljen, jaz riskiral za to, da lahko normalno živimo in da prispevam tukaj tudi k svoji domovini. Ampak tukaj so pa seveda ovire. Zdaj pa ne govorim več o svojem osebnem imenu, ampak govorim o imenu vseh tistih, ki so zunaj, vsako leto spoznal kakšnega novega, neverjetnega Slovenca. Jaz sem mislil, da sem že vse spoznal. Ampak vsako leto spoznam ne enega, po več novih. Ne? In lahko povem, da so na Stanfordu, so na Harvardu, so na Oxfordu, so v Cambridgeu, ne več študenti. To so vsi ljudje, ki že predavajo. Mi se sploh ne zavedamo, koliko potenciala imamo v tujini. So tudi na Sorboni. Imamo ljudi, ki si želijo nazaj. Ne vsi. Jaz si tudi ne bi želel, če bi imel drugačno življenjsko situacijo. Ampak imamo ljudi, ki si želijo nazaj in imajo probleme. Zadnjič sem govoril z enim od profesorjem na pravni fakulteti in mi je rekel, moj prijatelj, ne bom ga imenoval, mi je rekel, mi nismo niti enega dobili s tujine nazaj. In je rekel, jaz verjamem, da ti rečejo v osebnem pogovoru, da so oni za to, da bi ti bil tukaj, se imaš tudi rezultate, jaz sem tudi za to, jaz sem ta prvi za to, ampak se mi zdi, da te ne želijo. Ko se jaz pogovarjam z dekanom, ko se pogovarjam z rektorjem, mi oba zatrjujeta, da me še kako želijo, ampak da ni denarja. Potem stopam jaz do ministra in ga vprašam, kako je zdaj s tem, a ne bi neko schemo vzpostavili, da bi te ljudi, ne mene osebno, jaz sem že povedal, meni ni v kariernem smislu do tega, ampak te ljudi, ki so zunaj, te Slovence, nekako prek te scheme pritegnili nazaj na odlične slovenske univerze, ne na privatne fakultete, ki so, prostite, za nič. Tudi to sem videl odblizu, kaj počnejo. Na te vodilne univerze slovenske in da bi s tem v bistvu slovenski narod pridobil, znanost bi pridobila na odličnosti. Namreč samo ti ljudje, ki so zunaj že uveljavljeni, lahko matično univerzo povežejo s tisto vodilno zunanjo univerzo. Univerza se nikoli ne poveže kot inštitucija. Univerze se vedno povežejo ljudje med seboj, tisti, ki sodelujejo. In to so čisto prijateljske vezi, se veste med sabo, med vami in vašimi kolegi. Tako da potem se ta gostovanja bi se lahko odvijala v eno in drugo smer. Ne? In tukaj bi recimo minister lahko pristavil neka minimalna sredstva, lahko bi štartali čisto eksperimentalno, ne? Prvi kandidati iz prvih 10 univerz na svetovni lestvici. Ne? In bi se namenilo neka sredstva, vse smo zračunali tudi z dekanom, pa tudi nekaj z ministrom, da bi bila ta sredstva mnogo manjša od tiste scheme, ki so jo imeli pred časom, pa na teh razpisih, ki so se kanalizirale v razne privatne kanale, inštitucije za medije in tako naprej. Tako da, na koncu je bil odgovor ta strani ministra, dekan je bil za to, rektor je bil za to, za nek tak fond za Slovence po svetu, da bi se lahko čisto eksperimentalno začel. Odgovor je bil z ministrovi strani ta, da je denarja imajo dovolj, da ni razlog v denarju, da me oni v resnici takšnih nočejo. Da nočejo konkurence in da nočejo včasih tudi zaradi svetovno-nadzorskih in celo političnih razlogov. Na kar sem jaz rekel, tega pa jaz ne razumem in tega ne sprejemam, ker niti sam ne vem, kaj sem političan, če vam povem čisto. To se pravi, in sem rekel, lejte, to bi bilo treba urediti nekako, pa se vi trije zmenite. Ampak tudi tukaj nekako ne gre, ne morejo se zmeniti. Do te mere so nekako sprti, da očitno ne gre. In zdaj jaz ne vem več, komu ne verjamem, ampak to je ta moja zgodba, Marko, za katero sem me vprašal. Vem, da tega priliva nazaj ni, vem, da bi moral biti priliv, hkrati pa bi ti ljudje morali ostati in imeti možnost tudi gostovanja zunaj. Vem, da se to po svetu dogaja. Na Harvardu smo imeli letos brazilsko predsednico, ki ne zna besede angleško. To ni tako kot naši predsedniki, ta ali oni, ki znajo bolj tako, ne? Ampak ne zna niti besede angleško, je vedno imela s seboj prevajalca, ampak ona je prišla zgolj zato, da so uredili to schemo povezovanja med brazilskimi univerzami, profesori in vodilno svetovno univerzo. Nekaj takega si ne moram niti predstavljati, če niti ne želijo napraviti nekaj konkretnega tukaj,
da bi sploh čisto takega prišlo, kar bi bilo pa v resnici koristno, mislim, za slovensko znanost. No in zaradi tega, ker se slovenska znanost ne usmerja pod ličnosti, zaradi tega tudi ni zagona gospodarstva med drugim, pa zaradi tega tudi ni napredka v pravni državi, če konkretno govorimo o svojem področju. Jaz sem tekom študija te literature zasledil nešteto argumentov, nešteto mehanizmov, ki so jih druge države, ZDA, Kanadi pa v Zahodni Evropi, uporabljale za zmanjšanje sodnih zaostankov. Niti enega od teh konkretnih mehanizmov, niti za enega od teh nisem slišal v javnem diskurzu v zadnjih 10 letih v Sloveniji. Tako da tukaj res mislim, da je en manjko. Zdaj bom pa zaključil. Ja, zgodba je zelo žalostna in žali Bog prevečkrat, tolikokrat slišana in videna v zadnjih 20-25 letih. Sam se recimo spominjam razgovora z enim od svetovno znanih strokovnjakom na področju radiomedicine, Ervinom Podgoršakom na Univerzi McGill, ki je tudi ena najboljših univerz na svetu, kanadska, sicer pa mi je povedal dogodek, ko je bil povabljen po dolgih letih, pa ni bil politični emigrant, ampak ekonomski, oziroma tudi malce spletom okoličnih v tistih začetkih 70-ih let, da ko je prišel nazaj domov, prav tole v Cankarjev dom, so organizirali neko tretjo univerzo, ne vem, kako se je to imenovalo, takrat ob osamosvojitvi. Pravi, to je izgledalo tako. Na enem koncu dvorane so jedli, pili in se zafrkavali slovenski politiki, gospodarstveniki in drugi. Je rekel, na drugem koncu smo bili pa mi iz tujine. Razni napol Nobelovi nagrajenci in tako naprej. Nihče se ni zmenil za nas. Bil je v Sloveniji en teden, ni prejel niti enega povabila na predavanje, pa bi to pro bono naredil in tako naprej. In je rekel, da se kaj, žali Bog, čeprav imam še veliko domotožja, da tu nimam kaj več iskati, to ni več moja domovina. Nekaj let kasneje, zelo podobna zgodba, čeprav je nekaj let bil na pravni fakulteti, se je dogajala profesorju Boštjanu Zupančiču. Dobar, prišel je na Ljubljansko pravno fakulteto, seveda res z velikim zanosom, po 15 letih izkušenj iz ZDA in tako naprej. Že v samem štartu ga niso želeli, pa je nekako potem prevagalo v senatu, da je prišel, ampak so ga v nekaj letih tudi dobesedno odgnali, pa je seveda zdaj že drugi mandat profesor, sodnik na sodišču za mednarodne pravice, človekove pravice v Štrasburu, svetovno znan strokovnjak, filozof in tako naprej, ampak Slovenija ga ima toliko, kot ga ima in ga ima premalo. Pa bi s tem manjca navezal eno drugo temo, ki je povezana in seveda vljudno vabim tudi vse ostale, ko vam zastavim specifično vprašanje, da pokomentirate tudi tisto, kar je bilo poprej, pa mislim, da se manjca tole navezuje, vprašanje zate, to sem se kar takole odločil, je takole, lej, pa smo Slovenci res tako zagrenjeni, malodušni, nihilistični, nagnjeni zavisti, pa da ne govorim alkoholizmu, samomorom, cestnim morijam in podobnim oblikam samodestruktivnosti. Jaz imam občutek, da mlade iz Slovenije ne odganja samo želja po boljšem kruhu, torej s trebuhom za kruhom, kot so včasih rekli, danes bi lahko rekli z glavo za znanjem, ampak mislim, da jih moti vse to. Vse tudi, če pogledamo po podjetjih drugod, običajno se dohodek omenja tam nekje na 4., 5. mestu. Nikoli na 1. Torej, tudi mladi ne vejo, jaz grem pa recimo na Harvard, zato da bom tam doktoriral in da bom potem, ne vem, big shot lawyer v New Yorku, recimo, da bom zaslužil nekaj $100,000. Jaz mislim, da to ni glavni motiv. In vendarle bi se želel dokopati do tega, to pa je začaran krog, ne? Kako ti na to gledaš, ko si in profesorica, da si tako rekoč vse možno v življenju, ne? Hvala lepa, Marko, ker sem bila vse možno, bi si upala trditi, da smo povsod na svetu v vseh poklicih in vseh ustanovah takšni in drugačni. Tako da ne moramo posplošeno reči, vsi so takšni. Lahko pa govorimo o nekih trendih ali pa nekih značilnostih, ki v posameznih obdobjih dominirajo. Jaz recimo sem imela kot profesorca na fakulteti za družbene vede, ki sem prva povabila Fulbrightovega profesorja iz Amerike, tudi veliko težav. Tako, zdaj bodo pa z Amerike hodili nam predavati. Jaz sem rekla, a ni to bolj poceni, da eden pride, pa študentje slišijo, kako je z novinarstvom v Ameriki, kako da študentje kaj hodijo, se to pa več stane. No in potem je postala na novinarstvu, dokler sem bila jaz tam redna praksa,
da smo imeli skoraj vsako leto nekoga z Fulbrighta, imenitnega novinarja, teoretika in tako naprej. Tako da sem te ugovore slišala na lastna ušesa, tako da bi rekla, da se včasih bojimo nekega tega vetra, da se neki pride nova sapa, da se neki prevetri, da je nek drugačen pogled. Se ne bojimo tega samo iz tujih logov, tudi iz lastnih, ne? Ker tudi nekateri, ki tukaj živimo, smo imeli kakšne težave, ampak to se vzame v zakup, to je del življenja. Verjamem pa, da če zares hočete prideti, da boste tudi prišli. To pa nekako verjamem, ne vem zakaj, ampak se mi zdi, da se vam splača prideti, ker je kvaliteta življenja, kot ste sami rekli, tukaj še vedno veliko višja. Jaz sem imela tudi veliko ponudb in v Ameriki in v Nemčiji, ker se pač s teorijo novinarskega žanra niso ukvarjala, pa sem rekla, se nisem neumna. Mislim, jaz sem študirala v Nemčiji, pa tako, ampak meni je pa tako fino, ne. In zlasti otrokom, tako da jaz ne vem za to, da vi pridete nazaj, pa ste tam gostujoči profesor, pa članke pišete, pa tako. In jaz mislim, da je to možno, če je čist noter globok zares volja, vera in postava, nekak se mi to zdi. Je pa ta prislovična slovenska zavist, ne, prisotna, ki je tudi prisotna, ki je druge. Mogoče imamo pa Slovenci še neke druge razklanosti več, kot sem se midva že z Janezom pogovarjala, naš pa njihov, ne. To, kar ste tudi upazili, pa se niste pol znali uvrstiti, da ste naši ali njihovi. To se oni motijo. Ja, in to se mi zdi, da se nam vleče ta vzorc že več kot 100 let, ne, in da je ta vzorc je pa zelo problematičen. In da če bi mi bili sposobni preseči ta vzorc, da potem so pa na konju. In jaz bi rada dala primer. Zdaj imamo neko izključitev iz pena in ljudje izstopajo in tako naprej. Tukaj je moja najboljša prijateljica Ifigenija Simonovič, ki je bila proti izključitvi. Tukaj sem jaz članica častnega razsodišča, ki sem morala odgovoriti na tistih 22 pritožb, ko so pač prišle na častno razsodišče, a ne bi Stramberga, kaj, gospod pravnik. No, in po svoji vesti sem odgovorila, medve se imava rade čizlih, to, kar sva se imeli prej, ali pa še bolj. In se srečno objavila in se podpirala, ker to največ ne moti. Ona z vso iskrenostjo proti, jaz z vso iskrenostjo za. In kaj potem? Poslušajte, in ko bi bili Slovenci tega sposobni, se mi zdi, ne, in če bi se zavedali, da smo vsi sami naši, kot prav Dalaj Lama, se je človeška družina je, in Hans King, ne, enotna na tem svetu, zato bi jaz ponovila za mojo veliko vzornico in navdihom Eti Hillesum, se zahvaljujem profesorju Šlaju, ki me je upozoril na njeno knjigo Pretrgano življenje in moram z njo skeptično skleniti isto. Ne verjamem več, da bi lahko izboljšali zunanji svet, dokler sami ne postanemo boljši ljudje. Zdi se mi, da je to edino, kar nas je naučila vojna. Vzroke moramo iskati v sebi, nikjer druge. In jaz si upam, ne, trditi v tej starosti že, da hudo, zlo, razprtlije in tako naprej povzročajo nesrečni ljudje. Nesrečni in zadovoljni. Srečni in zadovoljni in radostni, mi bi vse objeli, vse povezali, vse sprejeli in zato je naša dolžnost, ne samo pravica, naša dolžnost, da postanemo zadovoljni, srečni, odprti, na neki ravni, lahko temu rečemo, odrešeni teh frustracij, razklanosti in vsega tega. To pa ni lahka stvar, to je pa veliko garanje. Mislim, da je to največje garanje, da nam to uspeva, ker uspe nam mogoče nikoli ne, v tem življenju ne vemo. In zato jaz trdim, da je človek tukaj ima eno veliko tablo in tako, kot na avtocestah naših stalno piše gor v gradnji. Mi smo procesna bitje in smo v gradnji in se mi zdi, če se znotraj zgradimo in smo znotraj mirni in vemo, kdo smo in po možnosti še zakaj smo na tem božjem lepem svetu, potem nimamo nobenega razloga, da bomo drugim preprečevali, ne, da ni naš, pa je naš skratka. To bi bil zaenkrat. Ja, hvala, da se ravno razmišljam o teh besedah in Klemovih in tvojih zornega kota moje politične izkušnje. Namreč, jaz sem imel tudi problem, da sem v politiko povabljen kot strokovnjak, niti nisem vedel pravzaprav, da to vključuje tudi strankokracijo, kasneje sem to doživel in dobesedno taval po tem političnem prostoru. Zakaj? Ker nisem vedel, ja kaj pa sem.
enostavno moje privzgojene vrednote niso bile kompatibilne s ponudbo politično. Kajti ta naša politična ponudba, če lahko rečemo, je recimo tako kot bograč, v katerem bi našli sardele, fižol in še kaj drugega, kar ne sodi v bograč. Slučajno mi je pa šel na misel, čeprav se mi mu dobro kosilo. In potem seveda si deležen tudi očitkov, da si prestopnik in pribežnik in ne vem kaj še vse. Danes, kot vidimo, je slika takšna, da je velika večina poslancev zamenjeno najmanj dvoje, če ne že troje strank. Zdaj pa tako, imaš eno kategorijo, ki to počne, upam si reči, na podobno etičen način, kot sem jaz to delal, namreč ne vedo kam. Enostavno, kjerkoli so, ne najdejo tistega utelešenja etike oziroma vrednot, tudi strokovnih dognanj za vse to, kar se prizadevajo. Seveda je pa tudi druga kategorija, ki to dela zgolj zaradi preračunljivosti, to je pa seveda katastrofalno. No in še nekaj bi rekel, Lejte, še do nedavnega smo imeli situacijo, da smo imeli na eni strani ministrstvo oziroma ministrico za Slovence v zamejstvu in v tujini, na drugi strani pa nismo imeli več ministrstva za kulturo. V redu? Ni v redu. Ministrstvo za kulturo ne. Ampak zdaj imamo zopet oboje. Ampak nekaj mesecev nazaj, še ko ni bilo kulturnega ministrstva, kar je bila katastrofa, hvala Bogu smo ga dobili nazaj, in smo še vedno imeli in tudi imamo, v redu, čeprav na nek način bi rekel, da to sodi v ministrstvo za zunanje zadeve, imamo zdaj pa ministra, če se ne motim, za Slovence v zamejstvu in v tujini, sem šel gledat seznam, ki ga menda dopolnjujejo uglednih Slovencev, ki živijo v tujini in ki jih je treba pravzaprav pritegniti nazaj. Zgrozil sem se, jaz na pamet bi lahko dopolnil ta seznam, zdaj bom rekel, z enimi 20-30 imeni. Na tem seznamu so bili ljudje, kot recimo komisar Potočnik pa sodnik Ilešič, ki so itak tam začasno, ki jih je Slovenija poslala. To niso te ljudje, ki jih potrebujemo. Te ljudje bojo prišli domov, upokojeni, z ogromno denarja, v redu so svoje naredili, tako kot so. Ne, mi potrebujemo Jakliče in takšne, pa jih ni na spisku. To je tisto, kar pogrešam. Se bom obrnil k našemu najmlajšemu, namreč ki je tudi povezano. Janez, kaj pa ti misliš? Zakaj ne moremo Slovenci te naše športne, umetniške, znanstvene in kulturne odličnosti prenesti na druga škripajoča področja? Zakaj se ne moramo zgledovati po Darku Đuriću, ki je recimo meni osebno blazni ideol, da ne bom stalno rekel, pa tudi Tina Maze, ampak danes seveda je najlažje biti navdušenec na Tino Maze in seveda klobuk dol, ampak tako odlične Slovence imamo. Ne nazadnje, videla soproga se naredila akcijo, ki je pravzaprav res osvestila vse. Žali Bog, imajo potem ljudje občutek, da je dovolj, da samo enkrat na leto očistimo na našo okolico. Kaj je to? Kako pa ti na to gledaš kot recimo kar nekaj let mlajši kot preostali del omizja? Ja, hvala za vprašanje. Zdaj, jaz mislim, da nekaj je tega, da v bistvu briljantni posamezniki se lahko hitro utopijo v močvirju povprečnosti ali pa celo v podpovprečnosti, ki marsikje vlada v Sloveniji, in to je mogoče še najbolj očitno v politiki. Lahko povem kar svojo izkušnjo. Naju z ženo, s Petro so po tisti akciji precej vabili v politiko iz različnih polov. Takrat se tudi ustanavlja nova zelena stranka in tako naprej, in dejansko, če bi bile razmere take, da bi lahko v politiki jaz pričakoval, da bom lahko iskreno izrazil svoje mnenje in postal pošten, bil med poštenimi ljudmi, kjer bi lahko deloval po svoji vesti in prišel v politiko. Tako pa dejansko sebe tam nisem videl. Res je, da sem tudi še malo premlad za to, mogoče bom šel čez 30 let, ko bom tudi malo pozrel te sanje. Tako da po drugi strani pa mislim, da imamo ogromno dobrih posameznikov, ki pa ne najdejo neke prave poti. Jaz moram reči, recimo, tu si prej omenil, Marko, da sem tudi sodeloval pri izdelavi tega registra divjih odlagališč. To je bilo prostovoljsko delo, najboljši register, recimo, ki ga ima sploh kjerkoli po moje država na svetu. Ogromno ljudi nas je sodelovali, ampak dejansko ga noben noče, noben ga ne uporablja.
Zastonj smo dali to ministrstvo v uporabo, sicer so nekateri inšpektorati to uporabljali, ampak so nam potem vedno učitali, ja, veste, smo pa šli tja, pa tam ni bilo ničesar več, pa to morate vi ažurirati, kaj je zdaj to, a ne? Ja, seveda, ne. In dejansko ni pa enega evra nismo še dobili za ažuriranje in celo, ko smo šli k ministrstvu, da bi se prijavili na nek evropski razpis, na LIFE konkretno, že pred 2 letoma, so rekli, da to ni primerna tema, da pač enostavno oni tega ne bodo podprli. Tako da dejansko zdaj imamo ta register, ki je super izdelan tudi s pomočjo prostovoljcev, ki se ga ne uporabljajo. In je škoda, ne, ker dejansko s tem bi se dalo problem v jedru rešiti, poiskati primere dobrih praks, videti, kje se to ponavlja in stvar dejansko rešiti, ne pa samo reševati in stanje postaviti tako, kot je. Drug primer, recimo naša akcija Čistimo Slovenijo, naša, bi rekel, slovenska akcija, če pogledam, koliko so prostovoljcev v obeh akcijah 500 000 in še več prostovoljcev sodelovali, je vzor v celem svetu. Mi smo predavali že na Švedskem, v Ameriki, v Rusiji, v vseh balkanskih državah, tudi vodili smo balkanske akcije. Zdaj recimo celo naše društvo so povabili, da bi uradno vodilo nizozemsko čistilno akcijo. In tako naprej, a ne, pravzaprav smo lahko ponosni na to, kaj smo delali. Kot Slovenci, jaz ne rečem, da smo samo mi posamezniki. Ogromno ljudi je sodelovalo in dobili smo neke dobre izkušnje, ki jih lahko damo tudi v tujino. Ampak dejansko tega Slovenija ne opazi, no? Kar je tudi seveda naša krivda. Jaz mislim, tako kot je Manca rekla, če se hoče, se vse naredi. Ampak seveda pa lahko bi bil pa tudi sistem ali pa to okolje tako, ki bi to bolj spodbujalo, ki bi bolj spodbujalo briljantnost in nepoprečnost. Ja, morda ravno na to pa bom... Borod. Mogoče samo čisto ironično, ker smo prej govorili o begu mladih, sposobnih ljudi. Lahko res ironično rečem, zelo dobro, da smo ohranili vsaj vas, razlog je seveda katastrofalen, umazana Slovenija. Dokler v Sloveniji, dokler bomo skupaj umazali, bomo ohranili vas tukaj. Ampak kar se tiče odličnosti v javnem prostoru, ki ga imamo dovolj v športu in tako naprej. Glavni problem, če se naveže na to vprašanje, je seveda v tem, da znotraj javnega prostora, zlasti če mislimo gospodarstvo in politiko, odličnost ne prinaša nobenih koristi. Nima kratkoročnih učinkov. Pri nas pa je, bom rekel, celotna javna sfera usmerjena v pridobivanje koristi, ki so vezane na kratek rok. Znotraj športa je lahko, tam so pravila, tisti, ki zmaga, ne sme zgubiti, čisto lapidarno, v stilu Braneta Oblaka. Znotraj politike pa ni nujno, da zmagaš. Torej, ni nujno, da si poraženec kot poraženec. Lahko zgubiš, pa kljub temu zmagaš. V javnem prostoru manjka pravila in tukaj smo potem spet pri etosu. No, to je seveda vsesplošen pojav, pa ne samo pri nas, ampak smo ga nekako vozili, zlasti iz ZDA, pa še odhod. Namreč ta neznosna, agresivna tekmovalnost. Spominjam se pred leti enega oglasa v Lake Placidu, ko so bile olimpijske igre, pa je tako prvi del je bil zelo obetaven, no bom kar po slovensko povedal, pisalo je približno takole, zmaga ni najpomembnejša stvar, potem je bilo pa malce spodaj napisano, je edina stvar, pa klicaj, potem spodaj je pisalo ameriška pot, American way. In to se čuti pravzaprav na slehernem koraku tudi v naši domovini. Samo tekmovalnost, torej napredovanje prek trupel, metaforično, hvala Bogu, večinoma pa vprašanje, če samo metaforično, in to je silno škodljivo. No in tu Borod bi morda ti dal še eno dopolnilno vprašanje, ki je že itak bilo pripravljeno, namreč imamo seveda nekaj specifičnih tegob, imamo pa tudi globalne. Kako na to gledaš kot filozof, intelektualec, tudi kot človek, ki zelo dobro, recimo, nemški prostor pozna, kako zdaj globalno, lokalno, ne nazadnje, naš posvet nosi to ime. Ne mogoče je reči, da je naša dolina šentflorjanska res nekaj tako neznosnega. Še Cankar, po moje, tega ni mislil. Seveda imamo tudi probleme iz tujine, morda celo več, kot sami menimo. Pa jih čutimo na svoji koži bolj, ker nas je manj. Vprašanje je nujno. Kar se tiče, bo začel, ko govorimo o problemih, ki jih z večjo vztrajnostjo prepoznavamo šele v zadnjem času, odkar je izbruhnila kriza, lahko rečemo, da morda danes tukaj ne bi sedeli, morda ne
v takšni sestavi, pa tudi ne glede problemov, s katerimi se ukvarjamo, če leta 2008 ne bi propadil Lehman Brothers, s katerim je počel veliki balon in se je hitro usul plas. Najbolj pa je seveda potegnil v prepad tiste dežele, ki so bile bolj ali manj odvisne od teh balonov. Skratka, mi smo v veliki meri odvisni od globalnih trgov. Ne samo, kar se tiče gospodarstva, financ, temveč tudi, kar se tiče torej tega, kar nas bolj tukaj zanima, kar se tiče moralnosti, etike in podobno. Tudi, ko govorimo o amoralnosti, kot sem prej o tem govoril, v našem prostoru, to ni nekaj, kar bi bilo specifično slovensko. S problemom amoralnosti, z nezadostjo moralnosti in tako naprej se pravzaprav ukvarjajo v vseh deželah. Ne glede so vzhodne in zahodne hemisfere in tako naprej, je pa res, da imamo posamezne dežele svoje specifike. In da je prav, tudi v duhu svetovnega etosa, da najprej vsak lokalni prostor, mikrokozmos, tako rekoč, počisti pod svojim lastnim pragom in skuša vplivati na tiste posebnosti svojega lastnega prostora, na katerega dejansko lahko vpliva. Na marsikaj mi seveda ne moremo vplivati, in tudi kot člani Evropske unije vemo, če dalje bolj, da je naš manevrski prostor delovanja omejen. Zato se seveda kaže spraševati, kot si zastavil vprašanje ti, kateri so globalni elementi, kateri so lokalni, ali lahko na globalne vplivamo, gotovo lahko vplivamo, ker smo vsi tudi globalnega prostora. Toda pot v globalni prostor je pa vendarle tlakovana iz lokalnega prostora navzven. In dokler bodo problemi, bom rekel tako, pereči na lokalni ravni, je pot v globalnost ravno preko lokalnih problemov. In glede etike je tako, etičnost oziroma manjko etičnosti je tema, ki se pri nas pojavlja, torej pri nas, da govorim na globalni ravni že, od pravzaprav renesanse naprej. Takrat, ko smo torej zlasti potem od razsvetljenstva, 19. stoletje naprej, ko je prišlo do velikega razkoraka ali ločitve med tehniko, znanostjo na eni strani in pa humanostjo in etiko na drugi strani. Recimo vse do renesanse, tehnika, etika in tako naprej sta dve veji, celo Aristotelove filozofije naprej, so dve veji, ki se dopolnjujeta. Težilo se je za tem, da preden znanost in tehniko udejanjimo v stvarnosti, hkrati tudi govorimo na vprašanje smiselnosti tega, kar počnemo. Kajti etika naj bi dala tisti vrednostni software, ki odgovarja na temeljno vprašanje, kaj smo, kje smo, kam gremo, čemu počnemo to, kar počnemo. Pozneje, od razsvetljenstva najkasneje, se pa ti dve poli ločita. Se morda tudi strinjaš s tezo, da Slovenci enostavno v zadnjih 200-300 letih nismo imeli dovolj časa, da bi ponotranili različne vrednote zaradi 2-3 generacij, ki naj bi minile, da seveda do tega pojava pride. Kajti tudi o tem se piše in nas morda strokovnjaki s to tezo malce tolažijo, češ, saj bo že še prišlo. Tudi jaz sem optimist, tudi jaz mislim, da v 20 letih svoje samostojne državnosti ne moreš še ponotraniti, ker seveda živimo na takšen drugačen način z eno novo ali v preteklosti ali pa preveč v tujini. Saj recimo profesor Bučar večkrat govori, zakaj pa je pri nas prišlo do strankokracije. Zato, ker se elite leta 91 enostavno, bodi si stare ali pa stare nove, niso mogle opreti na vzvod, ki je za elite značilen v tujini, na denar, na moč. In ker tega ni bilo, je bilo treba iznajti takšen volilni sistem, ki ga imamo zdaj, da je omogočil to strankokracijo v taki obliki. Torej, verjetno je tudi to eden od razlogov. Ampak morda, če skočim zdaj do Rok, kaj pa teza, da je vendarle država kot osebljena politična oblast, namreč zakaj to rečem, vem, da se tudi ti pravniki in oba veva, da mednarodna definicija države je, da je to skupina ljudi na določenem ozemlju z določeno organizirano oblastjo, kar pomeni, če včasih rečemo, pa največkrat država je kriva. Ja, največkrat niti teritorij, niti ljudje niso krivi za to, kar se počne, ampak samo en delček te države, torej oblast. Ampak teza, da ima država pravico in tudi dolžnost, da pravzaprav pomaga pri očiščenju in pomlajenju sleherne družbe. Seveda tudi naše. Ali pa spreminjanju slehernika, da bo manj provokativen. Je že od nekaj se moralna dolžnost delila na dve ravni. Eno dolžnost imaš do sebe, moraš skrbeti, da živiš v skladu s tistim, kar je prav. Drugo dolžnost imaš pa do drugih. In druga dolžnost, ki je relacionarna med A-jem in B-jem, je značilna za ustroj neke države in na področju te dolžnosti lahko nastopijo defekti, ki pripeljajo do tega, kar danes tako drugače komentiram. Ampak ta druga dolžnost se razlikuje od prve po tem, da
če pride do neke disfunkcije, sta odgovorna vsaj dva. Prvi, ki jo je naredil, drugi, ki je nadzoroval, oziroma ki je opustil dolžnost nadzorovanja. Klasično vprašanje, kdo bo nadzoroval nadzornike in pod nami je piramida, ki se spinje do vrha in ko se konča, lahko se s prstom pokažemo na neko osebo, ampak v končni fazi je to abstraktno. To je oseba, ki ima ime priimek, ampak v njej ne bomo pojasnili nekega masivnega dogajanja neke države. Sklep je samo eden. Govorni smo vsi, kot organizem. To, da se prihaja do nekih defektov, lahko seveda preganjamo na ta način, da rečemo, vse ne lahko s prstom pokažemo, ta oseba je v tej službi opustila dolžnost nadzora in zaradi tega je prišel TKP. Ampak to je formalen vidik, ki bo bistveno zgrešil. Mi kot skupnost, kot demokratična skupnost, moramo izločiti nek pojav, rekel bolj tako, kot zdrav organizem izloči tujek. Stalno ne zaslovi tega, da obstaja nekdo, ki neki preganja, pravila neko dolžnost, čekaj, da se mora točno na tem nivoju ta zdravost manifestirati, ampak nastoji, da kot celota izkazujemo neko vitalnost duha. Kaj s tem? Imam recimo primer, vsak izmed nas bi recimo na kakšnem koncertu na Prešernovem trgu iz žepa spustil kakšen papirček. Tega pa ne bi naredil v operi. Zakaj? Da se zadnja ista stopla te dobijo. Zato, ker se to ne dela. Zato, ker enostavno jemlješ odnos do sveta, je tak, kakšen je v prvem in drugem primeru. In zato neko razkovanje, s katerim se posvečam v zadnjem času, vodi mene spoznati, da je se vsa ključna vprašanja odločena na ravni najbolj dolgočasnega filozofskega izraza discipline ontologije. Se pravi, na osnovi tega, kako mi svet razumemo. Tukaj je že vse odločeno. Enostavno, problem je to, da smo mi, Slovenci, ujetniki ontologije dveh svetov. Kaj to pomeni? Da živimo vselej v nekem paralelnem svetu, nismo sposobni tisto, kar če Hegel prenašati bit, vzeti svet za svoj. Vedno mora biti neka opcija B plana, se pravi nekega idealiziranega sveta, ki je hierarhično nad tem, dejansko popolno abstraktno. Je vir, kjerega se potem razni Arhimedovi vzvodi totalitarizma uprejo. Recimo, tipičen primer ontologije dveh svetov je recimo krščanstvo ali marksizem. Mogoče se vam bo zdaj čudno, zakaj menim, da smo mi kristijani v slabem pomenu besede, marksisti v slabem pomenu besede, in mesto tebe, ko pa bi vsade tega ne boste, na cesti ne bodo rekli, jaz sem kristijan in sem marksist, zelo tako boste dobili. Ontologija dveh svetov. Dam primer, ki bo izstredno, v čem smo mi utrpimo neko patologijo, naravno ontologijo. Spremljam recimo odnos neke ankete, kaj mislite o tej in oni vrsti oblasti. Recimo imam nek poznam ljudi, sodstvo. Sodstvo dobi vedno zelo, zelo, zelo nizko oceno nezaupanja. Ne vem, številke ne bom govoril, ampak vsi o tem, kje te brajo. Vas čim pravičen. Ampak pogledajte, v zadnjem času se je zgodilo marsikaj zelo, zelo pomembnega. Naprimer, register se je uredil in klapa brezhibno. Zemljiška knjiga je brezhibna. Izvršba, vsa elektronski del je brezhibna. Prekrški za avtopolicijo sicer so žurnik. Cena ustraja. Tukaj sem pa še situacijo, nek mislni poskus, do katerega vas zdaj vabim, da ga naredimo skupaj, si predstavljate, da bi se stvar bistveno izboljšala še nekje drugje. Recimo, da bi dejansko bilo na sodstvu vse krasno. Jaz sem prepričan, da bi to ustrajalo. Ali pa da gremo z mislnim poskusom do konca, pa rečemo, zamislite si svet, kjer z lučjo pripeljati dnevo ne najdeš ene same napake v neki Sloveniji. Jaz sem pripričan, da bi prišli do tega, da bi te ljudi še vidno rekel, to veste, to ne gre. Ali pa saj bi spravil veliko zadrigo te ljudi, ki živijo tega, da odpre časopis, reče, a veste, in to je ontologija dveh svetov. Kdo je ta človek, ki tole rabi? Kdo je tisti človek, ki živi od droge, da ko recimo tajkun naredi, kar naredi, sta srečna dva. Tajkun pa še ta človek, ki se bo spet potrdilo, da ima prav, da je njegov abstraktni varni svet, kjer on krljuje in ničesar nikoli dvega resničen, zato abstraktni svet potrebuje, pa rabi vsak dan izrekati neke sodbe, ki so nihilistične, ki so negatorne in destruirajo ta svet. To je ontologija dveh svetov, to je ABC patofiziologije slovenske duše, za česar smo, kjer smo. Pa odgovornost medijev. Nekateri, ne bom dajal vse v koš, nekateri odlično upravljajo svojo vlogo, ampak jaz smo včasih občutek, da mnogi mediji
živijo od raznovrstnih telesnih sokov. Začenši s krvjo, potem bi pa še druge lahko našteval, pa jih ne bom zaradi spodobnosti. Pa to, Manca, ti si kar nekaj časa, ampak mogoče, da dam še zadnjemu besedo, pa potem naredimo še en krog, potem pa našim gostom prepustimo besedo. Zvone. Pojutrišnjem te povabimo v vlado za ministra za etični preporod Slovenije. Kaj bi storil? Nasmejal bi se, ne? Moje bi nas zaposlil kot svetovalce. No, sej, tole se mislo Klemno pravzaprav že službo rihtam. Kaj bi naredil? Predvsem, glede na pogovor, ki je tekel do sedaj, Slovenijo začel spreminjati v deželo možnosti, da mladim talentom ne bi bilo treba bežati iz nje. Ne? Bi dopolnil samo podatek, ki sem ga slišal pred dnevi, 2011 6000 kvalificiranih mladih ljudi, ne samo na Harvard, ampak tudi tehnično usposobljeni nekateri, in v zadnjih 3 letih 20 000 mladih. Torej, to je kar zaskrbljujoč podatek, ki ga doživljam sam, sem ga doživljal, dokler sem bil v Nemčiji, ko je mizar prišel z družino in nima možnosti tukaj nikakor obračati tako drugače in je v 14 dneh dobil zaposlitev in stanovanje v Nemčiji, kjer iščejo mizarje, recimo. Ne? Torej, ampak v etičnem pomenu pa se mi zdi samozavesti nam manjka, pozitivne podobe. Poglejte, ko pride, marsikdaj sem spremljal ali še v študentskih letih študente in študentke tukaj v Slovenijo, strašno so presenečeni nad gostoljubjem, ne? Ampak opazijo pa tudi, mi smo gostoljubni do tujcev, neprijazni pa do sami sebe. Recimo. Mislim, da etična prenova bi morala štartati čisto iz tako preprostih stvari. Mi, recimo, druga stvar, ki nekoga, ki pride iz tujine, in mi je to nekdo tudi rekel, ko sem ga spremljal, kako ste vi delovni? Torej, delovnost nam noben ne more odrekati. In ob vikendih, zlasti na deželi, vse nekaj brni po garažah, delavnicah, vsi nekaj šraufajo, ko pride pa ponedeljek, pa ko je treba na delo in ko je treba delati za družbo. Ja, mimogrede, to me spominja na nedavni kratek pogovor z eno od radijskih postaj, ki sem ga imel glede vstopa Hrvaške v Slovenijo. Eno vprašanje je bilo, kako bo to vplivalo na Luko Koper, na kaj bo zdaj, ne, konkurenca in tako naprej. Sem rekel, to je za Luko Koper in tudi za Slovenijo kvečemo priložnost, da Hrvaška v takšnem in drugačnem pustimo zdaj vse spore, ki jih imamo ali pred arbitražo ali drugače urejene ob strani. Ampak Luka Koper ima največjo sovražnico lastno državo oziroma sama sebe, če lahko tako rečem, glede na to, da je še vedno 51% v lasti države, pa bi lahko v nedogled našteval probleme glede tretjega pomola, pa poglabljanja kanala in še bi se kaj našlo. Tako da, če bi jaz citiral Hobbesa, mislim, da ga je bolj odprele, nekaj rekel, da je Slovenec Slovencev volk, jaz bi pa rekel ne, človek človeku Slovenec, ne? Ker je mogoče še hujše, ali pa najhujše zgodi. To je profesor Dubenjak, ki se rekel. To se jaz ne upam reči, ker imam Manco na svoji desni, ampak kakorkoli že. Takole predlagam, mogoče še... Pardon, si že prekinul, ja. Torej, ker še si mi že ponudil tako možnost ministra, ne, bi vsaj še 2 točki programa bi dal. Da ne boš ti postal najkrajši minister. Namreč to, kar je dejal Peter Kraljic, sem slučajno ujel njegove besede, ne vem, če je točno citat, ampak parafraziram, je rekel, Slovencem ne manjka ne denarja, ne pameti, ampak morala. No, in tukaj bi jaz kot minister za etično pomlajenje Slovenije skušal
te sprte stvari vsaj toliko spraviti skupaj, da bi se, tako kot je v projektu Svetovni etos, so ta osnovna merila, da bi prišli skupaj glede osnovnih neke enačbe ali neke formule, osnovnih vrednot, ki jih želimo v Sloveniji doseči, kar je na prvem mestu poštenost, delavnost, etična delavnost, gostoljubje, solidarnost, pomoč, zdravje, recimo, in dobrobit vse. Hvala. Torej bomo dali poslansko pobudo, če bo kaj zaleglo.